Pravite, da naravnost ogrožamo prihodnost slovenstva, ker smo ukinili urad za demografijo. Tisti urad se je ukvarjal s čim? Obešali so neke plakate po Sloveniji, ki naj bi promovirali višjo rodnost. Ni se pa spraševal o tem, v kakšnih pogojih živijo mlade družine. Mi smo namesto tega postavili Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki ima dva glavna cilja. Prvi cilj je omogočiti, da bo imel vsak možnost strehe nad glavo po dostopni ceni, in druga, da bo vsakemu omogočena dostojna starost v tej državi, vendarle smo starajoča se družba. To so stvari, če samo naše resorje opisujem, ki jih v resnici ta vlada počne, da ne omenim, ko se pogovarjamo o družinski politiki, tega, da smo omogočili starševski dopust, pa dvignili minimalno plačo, pa zagotovili dvojni otroški dodatek čez zimo. To so stvari, ki jih v resnici ta vlada počne. Ampak ne, danes se ne bomo pogovarjali o tem, danes se bomo pogovarjali o totalitarnih režimih, kulturnem marksizmu in likvidacijah. To je raven razprave, ki jo predlagatelji izvajate.